Lepo pozdravljeni. Tole je prvo v seriji predavanj iz NMR spektroskopije kot pomembne metode pri določanju in študiju struktur, dinamik, interakcij in tako naprej, kar bomo seveda spoznali v okviru teh predavanj. Tale prosojnica mislim, da lepo zaobzame vsebino predavanj. Tule na levi vidimo magnet. V okviru predavanj smo spoznali samim fenomenom, osnovno opremo. Zdaj vas povabim, da ko bo mogoče obiščete NMR center. Upam, da bomo to lahko tudi storili v okviru vaj. Pomemben aspekt je priprava NMR vzorca, o tem se bomo tudi nekaj pogovorili. In ko posnamemo spekter, ga začnemo interpretirati. Tole je enodimenzionalni spekter, verjamem, da ste ga večina od vas že videla. Mislim, da je jasno, da tudi če imamo dobro separacijo črt, se pravi, da posamezne resonance so ostre, so dobro vidne, ampak je verjetno preko dometa človeka ali pa tudi računalniških orodij z umetne inteligence danes, da bi lahko potrdili, katere molekule se nahaja. Tako da mi bomo v nadaljevanju predavanj nekaj časa posvetili tako imenovanim impulznim sekvencam, polnim zaporedjem, toliko, da bomo razumeli, kaj se pravzaprav dogaja, kako pridemo do dvo- in večdimenzionalnih spektrov. Dvodimenzionalni spekter, vidite, da v primerjavi z eno izkorišča te dimenzije prostora in seveda zmanjšamo prekrivanja. Sam spekter je osnova. Sicer je to nek prstni odtis našega vzorca, ki je seveda v povezavi z našo hipotezo. Za interpretacijo ponavadi se poslužimo računalniških orodij, raznih drugih metod, ni nujno. Velikokrat strukturo potrdimo samo na papirju, kot rečemo, in pridemo do neke rešitve. V tem primeru, na tej prosojnici je to neka tridimenzionalna struktura proteina. Poudaril bi, da NMR ponudi lahko veliko več. Ponudi lahko dinamiko, ponudi lahko ravnotežja in so stvari, o katerih se bomo tokom predavanj seveda pogovarjali. In predavanja so v devetih sklopih in seveda vsakem od teh bomo obravnavali tematike in se v njih poglabljali. Naj samo začnem s kratko zgodovino. Vračamo se v 20. leta prejšnjega stoletja, ko so raziskovalci opazili, da morajo uporabljati metode kvantne teorije za razložiti določene fenomene pri absorpciji ali pa emisiji v spektru. Atomski model, ki je veljal do takrat, ne ustreza. Potem imamo v 30. letih Stern-Gerlachov eksperiment, ki je napovedal, kjer sta elektronski curek ionov se v magnetnem polju odklenil v eno drugo smer, in potem kmalu je nizozemski fizik Gorter napovedal spin in tako postavil neke teoretične osnove za jedrsko magnetno resonanco. Nek velik skok naprej je leta 1945, ob koncu druge svetovne vojne, ko sta dve skupini neodvisno. Ena je bila profesor Blocha in druga Parcela, posnela parafinski in spekter vode, in to nekje velja za prvi NMR spektri. To se pravi, sami začetki so bili zelo fizikalni, so tesno povezani z zelo osnovnimi lastnostmi atoma. Malo zatem pa imamo nekaj, kar rečemo odkritje kemijskega premika. To je res bilo fascinantno v tistih časih. Tukaj imamo enostavno molekulo, ki jo vsi dobro poznamo, etanol, 3 tipe protonskih atomov, 3 ločeni signali. In verjetno so fiziki z navdušenja, zato je ta izraz kemijski premik ostal v veljavi in ga še danes uporabljamo, čeprav včasih mogoče ni najbolj intuitiven. Se pravi, Bloch in Parcel sta za svoje odkritji dobila Nobelovo nagrado
Kmalu, 58. imamo že spekter v trdnem. Malo se bomo tudi danes še pogovorili o tem, v okviru tega predavanja, zakaj so študije v trdnem tako pomembne. In velik skok naprej, leta 1964 imamo prvi pulzni Fourier transform LMR, podjetje Varian, ki je bil pomemben proizvajalec. Na sliki vidimo profesor Ernsta, davna leta, ko je bil podoktorski sodelavec podjetja Varian, in pa leta 1991, ko je dobila Nobelovo nagrado. Nekaj bom o tem še povedal. To so raziskovalci, ki so izredno veliko prispevali k napredku NMR spektroskopije. No, sledi obdobja, se pravi Fourier transform, ki je res omogočil, o tem se bomo pogovarjali toliko predavanj, je res omogočil neverjeten prehod, preskok, povečala se občutljivost spektra, možno je bilo študirati jedra, ki drugače v enojnem prehodu ni bilo moč. En ogromen skok naprej pa pomeni leta 1971, ko je Jean Chener na poletni šoli v Baškem polju predlagal dvodimenzionalni NMR eksperiment. Tako sta potem skupaj s profesorom Ernstom razvila in praktično implementirala. In prvi tak dvodimenzionalni spekter je bil COSY. Seveda bomo mi potem precej detaljno pogovorili. Sledi razvoj in ob koncu 80. let imamo NOESY spekter. To je bilo prav neverjetno v laboratoriju profesor Wittricha. In seveda, kar je sledilo, to je omogočilo študije proteinov, se pravi tridimenzionalne strukture. NOESY je tisti, ki daje informacijo o razdaljah. In najlažje si predstavljamo tako, če želimo recimo narediti model hiše, določene hiše, bomo vzeli meter, izmerili razdaljo od enega vogala do drugega, od istega vogala do strehe, položaj oken, zapisali te pare razdalj, in to nam bo pomagalo rekonstruirati tridimenzionalno sliko objekta, v tem primeru hiše. Podobno je pa v strukturi proteinov, da smo v angstromskem svetu, se pravi svetu 10 na minus 10 metra, in NOESY spekter je takale dvodimenzionalna slikca, kjer posamezen korelacijski signal pomeni, da morajo biti določeni atomi v prostoru blizu. In seveda veliko število takih medatomskih razdalj pa nam pomaga, da določimo tridimenzionalno strukturo. Profesor Wittrich je za ta odkritja dobil Nobelovo nagrado. Zelo smo bili veseli in počaščeni, da nas je leta 2006 obiskal. Tole je slika profesor Wittricha, ko je v Cankarjevem domu imel svoje predavanje. Potem imamo v 90. letih razvoj tridimenzionalnih metod. Seveda to je omogočilo se pravi disperzijo signalov še v tretjo dimenzijo in povečalo možnosti, da študiramo bolj in bolj kompleksne sisteme do nekaj 10 kilodaltonov. Razvoj v 90. letih gre v dve smeri. Eno je visoka magnetna polja, 800 MHz spektrometer, danes imamo 1,2 giga, in TROSY, se pravi različne metode, ki izkoriščajo razvoj magnetizacije, o tem seveda nekaj povedal, in seveda omogočajo študij večjih molekul, in izkoriščajo teoretske fizikalne lastnosti sistema, da pridemo do informacij, ki nas zanimajo. Poudaril bi, se pravi, še 2002 imamo prvo strukturo proteina v trdnem in pa vzporedno seveda razvoj magnetne resonance na področju medicine, fiziologije, slikanja z magnetno resonanco. Zdaj velja, da kako javnost, kako raziskovalci prepoznamo ta izjemna odkritja. Ena sigurno je preko Nobelovih nagrad. Omenil sem Blocha in Purcella, za razvoj sta dobila Nobelovi nagradi za razvoj metod nuklearne magnetne resonance. Leta 1990 profesor Richard Ernst, razvoj metodologije za
NMR visoke ločljivosti, Fourier transform, dvodimenzionalne metode, profesor Vitrig 2002, neverjeten prispevek za uporabo NMR spektroskopije pri študiju tridimenzionalnih struktur, 2003 pa Lauterbohr in Mansfield za razvoj metod slikanja z magnetno resonanco. Potem bom seveda tudi v nadaljevanju nekaj povedal. No, v Sloveniji imamo nacionalni NMR center, kjer se je začel kot inštitutska zmogljivost, potem v 90-ih letih postal nacionalni infrastrukturni center, ki služi tako akademski sferi kot industriji. V 90-ih pa smo bili center odličnosti, ta kot pravna oseba še deluje in pred 5 leti smo se pridružili ali pa postali partner CERIC-ERIC. To je večnacionalna raziskovalna infrastruktura, že ime sugerira Central European, da povezuje kapacitete univerz in držav bližnje okolice v srednji Evropi. In Slovenija v tem CERIC, v tej ustanovi sodeluje s Slovenskim NMR centrom, ki deluje na Kemijskem inštitutu. Zelo smo veseli, da smo v letu 2020 posodobili opremo, imamo 800 MHz spektrometer, 400 MHz, ki služi taki, rečemo, walk-in uporabi, se pravi, uporabniki pridejo in pretestirajo, kako je z njihovimi vzorci. Recimo tudi analizo VIN, o tem bom še kaj povedal. Imamo 3 600 MHz spektrometre, 2 sta opremljena s tako imenovanimi hladnimi kriogenimi sondami, ki je izredno pomembno za občutljivost. En spektrometer ORO je opremljen s, kot rečemo, temperaturami, room temperature probe, ki niso hlajene, in pa, kar je posebej zanimivo, imamo sondo High Resolution Mass za recimo tkiva in gele, materiale, ki jih ni mogla raztopiti. Tale spektrometer je tudi 600 MHz Magic, pa služi snemanju v terenu. S to opremo, ki jo vidimo, seveda servisiramo, izvajamo lastne raziskave in tudi nudimo podporo raznoraznim raziskovalcem po raznoraznih inštitucijah, raznoraznih raziskovalnih skupinah. Seveda lahko se vprašamo, zakaj pa NMR. Zdaj, malo sem že pokazal, da je kemijski premik iz 50 let prejšnjega stoletja. Zakaj bi recimo želeli študirati produkte, spojine, seveda organski kemiki rabijo orodja, da nedvoumno potrjujejo strukturo. Jaz vam ponazoril tlele pomen na enem estru. Williamovko poznamo, verjamem, da jo poznate. Tudi veste, da ima, tudi če ne želite piti, ampak njen zelo tak specifičen, prijeten vonj, prihaja iz tegale estera. In vidite, da mora biti trans in cis konfiguracija na mestih 2 in 4. Zdaj, kaj se zgodi, in to je bil problem, ki smo ga reševali v sodelovanju z Drogo in Fruktalom pred leti. Kolegi so opazili, da če ta Williamovka stoji na kamionu ali pa izpostavljena na soncu, se pravi UV žarkom, da seveda prihaja do izomerizacije, in s kromatografskimi metodami so pokazali dejansko obstoj 4 izomer. No, mi smo na podobnih vzorcih uspeli z NMR spektroskopijo. Tole je vzorček, ki ni bil staran, imamo posamezne protone, se pravi 2, 3, 4, se pravi, tukaj so njihove resonance. Ne bom se zdaj spuščal v detalje, se pravi asignacije, o tem bomo še govorili. In vidite, da ko je bil pa vzorec obsevan ali pa izpostavljen UV žarkom, pa pride do izomerizacije. Zdaj, v kromatografiji velikokrat potrebuje standarde, da potrdijo strukture teh posameznih spojin. NMR pa seveda z analizo položaja signalov, temu rečemo kemijski premik, in obliko teh resonanc in sklopitvenih konstant, o tem bom tudi govoril, ko smo lahko potrdili, da dejansko se te 4 spojine obstajajo. In seveda, to je samo en droben primer, kako NMR spektroskopija bistveno pripomore k
razumevanju ali pa potrditvi, identifikaciji spojin, ki so v skupini. NMR je izredno orodje za dinamične procese, za konformacijska ravnotežja. Recimo neka molekula je v eni ali v drugi obliki in lahko spremljamo strukturne spremembe. Vidite se, recimo položaj te levjačice se relativno spremeni in biokemiki bodo seveda vedeli, da je to lahko povezano s konkretno funkcijo. Izredno pomembno ravnotežje, ki ga obravnavamo, je ponavadi vezava neke molekule liganda na receptor. To je seveda povezano s konstanto ravnotežja. In spet imamo molekulo v prostem stanju, molekulo v vezanem stanju, NMR, pravi kemijski premiki liganda in receptorja, pa naj bo to protein ali kakšna druga biološka makromolekula, bodo odvisni od tega. Samo za ilustracijo, če imamo tle neko medno skupino, imamo tle dve metilni skupini, recimo, boste seveda imeli ločena kemijska premika, ločena signala in bomo o tem lahko kaj povedali, identificirali različni izomeri ali pa rotameri in pač tudi kvantificirali. Te stvari grejo, ko smo na področju biomolekularnega NMR-ja zelo daleč. Recimo imamo tle neke domene, ki imajo vmes neko povezavo, hinge ali pa linker, in seveda je odvisna funkcija tega, kakšna je relativna orientacija, kako se giblje, ki se dodaja N-aminokisline ali pa magnezijevih ionov, spremeni konformacijo. In to so tudi stvari, ki jih z NMR lahko študiramo. Se pa določimo, identificiramo različna stanja in kinetiko, kako hitri so to procesi. Se pravi, NMR je seveda izredno pomembno orodje tudi pri študiju tridimenzionalne strukture, raznih molekul, biomolekul in pa seveda tudi interakcij. Od majhnih proteinov, nekih nukleinskih kislin, interakcij proteinov z nukleotidi, seveda med proteinimi samimi. In kaj je cilj? Ja, razumeti nek biološki proces. Tukaj imamo v procesu, se pravi izrazovanja intronov, nastope razni proteini in razumevanje te mašinerije, se pravi, kdaj kakšen protein interagira, kako pravzaprav pravi svojo funkcijo, nam omogoča en tak celovit pogled v biološke procese. Se pravi, NMR je izredno uporaben tudi pri načrtovanju zdravil, strukturne interakcije v trdnem, pravi recimo, če imamo primer, pri katerem smo sodelovali, imamo neko obliko kristalov, bolj igličasto, bolj kvadratno, bolj amorfno. Seveda eno je vizualna inspekcija, drugo je pa, kaj se dejansko v strukturi zgodi. Analiza, to so 13C spektri, pokaže, da določene razlike smo opazili in jih seveda lahko tudi interpretiramo in prevedemo do neke strukturne interpretacije. Pozoril ali pa omenil bi že na tem mestu, da NMR v trdnem je v zadnjih letih, se pravi, lahko rečemo, 10 letih izredno napredoval. Imamo interpretacija sloni na tudi dvodimenzionalnih eksperimentih, kar pred leti ni bilo močno misliti. In tudi takele dvodimenzionalne matrike, dvodimenzionalni spektri uporabljajo tudi za študij in določanje spektrov v trdnem agregatnem stanju. No, magnetna resonanca, kot veste, izredno uporablja tudi pri metodi slikanja z magnetno resonanco, skratica angleščino MRI, glava, hrbtenjača, gibanje srca. In tukaj imamo vse sorte od funkcijskega slikanja, angiografija, kako je z žilami, to so bistveni napredki. Nekaj o tem bom še povedal v nadaljevanju. Se pravi, mi bomo tokom tega kursa spoznavali se z metodami v raztopini, je pa seveda drugo stanje trdno stanje. Zdaj, dolgo je veljalo, da je NMR v trdnem povezan z izredno širokimi linijami, kot rečemo NMR-u. Tole je glicin, na tem mestu je označen C13, to je izotopom, ki je NMR aktiven, o tem se bomo seveda še pogovarjali v nadaljevanju. In v spektru bi pričakovali en signal, ki ga seveda v
normalnem spektru, 13C spektru v vodni raztopini, zato opazimo. In pa nekaj majhnih signalčkov, ki pa so 10-krat šibkejši. No, vidite, da isto kemijsko območje, približno 200 ppm, pa v trdnem prekriva en sam signal, ki ustreza temu ogliku. Ampak zelo težko povemo kaj o tem vzorcu in to je dolga leta veljalo za veliko omejitev. Tukaj bom preskočil, samo poskušal razložiti, zakaj so bile te težave, da seveda vse teoretsko ozadje v teh interakcijah, kjer bomo zdaj govorili nekaj minut, bomo šele spoznavali tokom predavanja. Eno je, da dve jedri, ki sta v močnem zunanjem magnetnem polju in med sabo interagirata kot majhna mikroskopska magnetka, med njima velja dipolarna sklepitev. To interakcijo pišemo s Hamiltonijanom, to je dipolarna konstanta, kosinus kvadrat heta je tale kot med medatomskim vektorjem zunanjo magnetno polje, IZ in SZ sta pa spina, o tem seveda danes govorili. Dipolarna konstanta je povezana na indukcijsko konstanto, gamma I in gamma S sta giromagnetni zmedi jedra I in S, dveh jeder, ki interagirata, kaj giromagnetno razmerje bomo tudi slišali, in pa je obratno sorazmerno s tretjo potencijo razdalje. Te informacije, dipol-dipol interakcija, nam da informacijo o razdalji. V raztopini se izniči, v trdnem pa so interakcije izredno močne in tudi definirane s kristalno rešetko. Tudi, če si zamislimo nek vzorček, kjer imamo te mini kristalčke, bo posamezen signal imel svoj odziv. Seveda ne glede na kemijsko strukturo, pa glede na relativno orientacijo nasproti zunanjemu magnetnemu polju. In že davna leta so fiziki opazili, da je spekter, ki praškasti vzorec, se temu reče, da je takle. In to govorimo o 50 letih, tako imenovan fake doublet, ali razdalja je dipolarna konstanta. Pokazali so, da je seveda orientacija vezi med atomskega vektorja v povezavi z signalom in dobimo takle signale. Zdaj vam prikazujem to kot neko omejitev, je pa seveda tudi velik vir informacij. Imamo primer v literaturi, pa recimo usidranje neke molekule, kako se veže na membrano, ali pravokotno, ali dolžina membrane, lahko pravno študiramo z razumevanjem tega interakcije. Se pravi, kakšen je kot glede na zunanje magnetno polje, nam pove, kako potem določen takle, je to protein ali nek ionski kanalček, kako prehaja preko membrane, kako se sidra na membrano. No, druga interakcija, ki je izredno pomembna, je pa anizotropija kemijskega premika. Prav, ponavadi si predstavljamo atom, okoli njega to, se pravi, elektronski oblak, in če je to elipsoid, seveda ne bo vseeno, s katere strani prihaja do interakcij. Imamo principialne osi in vidite, da signal niti približno tako, če je tole skala kemijskega premika, niti približno tako, ko si ga ponavadi predstavljamo, kot neko ostro linijo, ki je edinstvena z določeno tipo atoma, ne. Zelo pomembna je relativna orientacija, recimo televizij CF, glede na zunanje magnetno polje, ali je vzporedna, ali pravokotna, ali je drugače v tej ravnini orientirana. In ti efekti so seveda informativni, po drugi strani pa zelo, zelo širijo linijo spektra in seveda kakršnakoli resolucija, ki jo seveda pa rabimo za to, da pridemo do atomov, je onemogočena. Rešitev teh dveh, se pravi, da povprečimo interakcije, dipol-dipol interakcije in kemijske anizotropije, pa da vzorček nasproti zunanjemu magnetnemu polju postavimo v tale kot 54,7 stopinje, temu v literaturi reče magični kot, takrat naj bi te interakcije bile izpovprečene v nič. Dodatno pa vzorček vrtimo. Če se vrnemo k našemu glicinu in če vzorček hitro vrtimo, dejansko
ta molekula ima 2 ogljikova atoma, v spektru opazimo 2 signala, ki jo seveda interpretiramo. Vidimo, če pa pridemo do tega počasnega vrtenja, pa seveda interakcije, s katerimi sem prej govoril, postanejo spet pomembne in so seveda pomemben vir informacij, tudi za interpretacijo raznoraznih intermolekularnih interakcij, tudi jih ni kar za zdaj več. No, podobna razmišljanja so, zdaj bo 10 in več let, 2008, imamo članek v izredno pomembni reviji, nekega fibrila iz priona, ki seveda vidite z uporabo, ne bomo niti šli, tako se pač imenuje CHHC. NHHC se pa interakcije preko vezi in preko prostora. Vidite, da dvodimenzionalni spektri so bili izredne kvalitete, čeprav so bili posneti v trdnem, interpretacija teh interakcij ne samo vodila do asignacije, ampak tudi do tridimenzionalnega modela. Pokazalo se je, da te fibrile tvorijo takole zložene molekulce, kjer se posamezni deli, ki so v beta elementih, nalagajo drug na drugega, imamo pa okoli neurejene dele. Vsekakor pa sredica je dobro definirana, vidite, da so nalaganje med posameznimi enotami v paralelni orientaciji. Že na začetku sem omenjal, da je, da se rečem, bratranec NMR slikanje z magnetno resonanco. Zelo zanimivo je, tukaj ne najdete besede N, ljudje si niso upali stopiti v laboratorije v bolnicah, dokler je gor pisal nuklear, ker se to povezuje z nekim obsevanjem in tako, seveda tokom predavanj videli, da je to daleč od resnice. Ampak ko postavimo nek objekt, nek del telesa v močno magnetno polje, dobimo slike glave, dobimo tudi zelo fiziološke efekte, gre pa za detekcijo signala vode in kontrast je pa posledica različnih lastnosti, vzorca in tako naprej. Omenjal sem že prej funkcijsko slikanje, se pravi, gre za to, da lahko s take vrstami slikanja vidimo, kako signali tvorijo se, angiografija, žile, včasih so kontrastne reagente dajali, ki so bili radioaktivni, in potem je snemanje z rentgenskimi žarki, danes vbrizgajo neko paramagnetno sredstvo in pridemo do takih slik ožilja. Seveda vse služi temu, da pridemo do neke slike, neke pomoči, če se pokaže kakšna težava. Zdaj, omenil bi samo še tole, se pravi, pri slikanju z magnetno resonanco je seveda fizični položaj neke težave, nekega tumorčka, neke zadebelitve žile je izredno pomemben, če ne ključen. Če imamo, koordinate, se pravi, so ključne. Medtem ko pa v slikanju, v NMR spektroskopiji, pa ravno povečujemo koncentracijo, da dobimo. In to prostorsko ločljivost signalov dosežemo z uporabo gradientov. Na tem mestu naj to zadošča, o tem se bomo pogovarjali, ampak to je tudi tisto, kar je že mogoče šel se slikati. Grozen zvok pride od gradientov, ki so vzdolž vseh treh osi in seveda omogočajo na koncu detekcijo položaja posameznega signalčka. Zdaj, kaj je specifika NMR spektroskopije? Biokemiki ste končali s predavanjem iz kristalografije, kemiki ste nekaj že slišali, se pravi, če se hočemo pogovarjati o strukturi, o konformacijah molekul, se želimo znebiti interakcij, ki niso lastne tem molekulam, kot bi recimo bilo v kristalih artefaktorje zaradi nalaganja. NMR spektre lahko snemamo v pogojih, ki so blizu fizioloških pogojem ali pa v samih celicah. Imamo in vivo pa in cell NMR. Prav kažemo konformacijski ansambel. Ni nujno, da smo dobili eno samo obliko in mogoče je tudi to izredno pomembno. Zlahka opravimo titracije. Spreminjamo pH, da dodajamo nek ligand, neko drugo molekulo in spremljamo, kje prihaja do interakcije. Dobivamo podatke o dinamiki, malo sem o tem že govoril,
mesto protoniranja, se pravi, bomo vedeli, katero mesto, kje se je proton vezal, in pa mapiranje sprememb kemijskega premika je enostavno. Mogoče bi v tem začetnem delu samo še omenili, gre za kurs, se pravi, verjamem, da današnji čas pomeni, da imamo veliko število predavanj v neki obliki filma. Vseeno bi omenil neko literaturo, je osnovna literatura za to področje. Profesor Vitrih, ki sem ga omenjal, Nobelovec, ta knjiga je šla v 80. letih, še vedno izredno uporabna. Potem imate Bodenhausen in soavtorji, se pravi, zelo fizikalne osnove za proteine, imamo Kavanagh in ostali, tudi izredno uporabna knjiga. Potem so knjige profesor Bauerja, ki vidite 100, 150 in zdaj še 200 osnovnih NMR eksperimentov. Za nekoga, ki praktično uporablja NMR spektroskopijo, izredno uporabno, ker imamo na nekaj straneh, se pravi, bistvo eksperimenta, kritične parametre in kako analizirati podatke in interpretirati. Omenil bi te dve knjige, da sta A2-4 formata, Derome in Claridge, se pravi, izredno uporabne osnove, in potem še veliko drugih monografij. Če seznam ne bom šel, verjamem, da tudi danes imamo orodja, kot je Google brskalnik, kjer si lahko najdete. Za biokemike je mogoče uporabna tale knjiga, Jeremy Adams uvaja metode, osnovne metode NMR spektroskopije s primeri na, se pravi, bioloških makromolekulih. Profesor Keller je izdal tole knjigo. Na internetu boste našli predavanja, ki jih je imel včasih v letnih seminarjih, zdaj pa je šla knjiga. Spin Dynamics, profesor Levita, izredno uporabna za tiste, ki jih zanimajo fizikalne osnove NMR-a, pa na način razumljiv, rečemo, kemikom, biokemikom ostalo. Se pravi, fizikalno korektno bi rekli, ampak z manj zahtevnimi metodami pač matematike, matematičnega formalizma. Imamo tole knjigo Zakoncev po Čapski, kjer imamo pa teoretika in pa aplikacijo, se pravi, uporabo spektroskopije na praktičnih primerih. Potem imamo knjigo Jacobsen. To knjigo omenja, izredno luštno za študirati, omenja pa zato, ker imamo na Univerzi v Ljubljani v PDF obliki in jo lahko distribuiramo, pa če bi koga zamikali, da se bolj poglobljeno seznani, je ta knjiga na razpolago. Ta pregled seveda ne bom nadaljeval neskončno, omenil bi tole knjigo, ki je editiral pokojni profesor Bertini iz Firenc. Tukaj so pa take stvari, ki rečemo tips and tricks. Ni več najnovejšega datuma, ampak vseeno izredno uporabno. Različni aspekti NMR spektroskopije so obdelani v tej knjigi. In s tem bi sam še omenil, da seveda eno so te monografije, ki učijo osnove NMR, učijo posamezne aspekte, zdaj pa NMR še izredno pomembno področje raziskav. Tukaj so izpostavljene monografije, ki so strokovno usmerjene v razvoj NMR. Boste pa našli tudi v revijah najvišjega ranga, se pravi Cell, Nature, Science. Tukaj pa imamo Journal of Magnetic Resonance, najnovejše fuzne zaporedja in razvoj teoretskih konceptov. Biomolecular NMR, mislim, da že naslov pove, Magnetic Resonance Chemistry, kemijski pojavi. Omenil bi tole revijo za publikacijo Progressing Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy. Tukaj boste našli izredno luštna poglavja, informativna poglavja, posamezni avtorji temeljito preštudirajo določeno področje uporabe NMR spektroskopije in imate do tistega časa zbrane najnovejše informacije. Seveda na področju magnetne resonance, slikanja z magnetno resonanco, tudi imamo bibliografije. S tem bi tole predavanje
končali.